Kakšen pa je pravzaprav pomen te drevesne vrste, recimo v enem gozdnem prostoru? Ta drevesna vrsta v bistvu tvori v gozdu polnilni sloj. To se pravi sloj pritalno vegetacijo. In to pomeni, da ureja klimo v gozdu, živi v določenem sozvočju z rastlinskimi vrstami, ki jo obdajajo. In temu mi gozdarji pravimo to je v bistvu neka črna skrinja, ki poznaš, kaj daš noter, veš, kaj pride ven, ampak kaj se pa noter dogaja, to je pa velika skrivnost. Bodikov les je zelo trd in spretne roke iz njega naredijo kakšne lepe rezbarije. Uporabljajo ga tudi za gravure in intarzije. Zelo dobro se tudi polira. Sprehajalci radi uporabljajo bodikove palice, cepi pa se slabo. Je pa še značilno, da seme je skrito v teh plodovih, ki so pa strupeni. Ti plodovi, če bi jih odrasel človek pojedel več kot 20, bi bilo lahko celo smrtno nevarni. Medtem pa v manjših količinah pa povzroča driske, glavobole in tako naprej. Semeni to drevo raznašajo ptice, ptice ga ne prebavijo, ampak plod in s tem tudi seme raznesejo in ga na tak način razmnožujejo. Razmnožujejo se pa tudi vegetativno, iz korenin odganja in pa iz spanja. To je pa najbolj pogosta oblika razmnoževanja, ker včasih pa ga ljudje tudi radi prinesemo iz gozda, skopljemo in posadimo, ampak je pa to iz izkušenj, povem, se ne prime tako rad. Tako da nekje na enih 20 poskusov bo uspel mogoče ena ali pa dva. Kako bi si ga potem, kdor bi si ga hotel posaditi? Kaj priporočate? Jaz bi jim svetoval, da gre v drevesnico in si ga kupijo. Drugače bi pa poskusil lahko na tak način, da pač si ga skoplje in ga kot potaknjenca posadi, lepo zalije. Mogoče se pri kakšnem drevesničarju si sposodi še kakšna gnojila in poskusi.